Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Danes je z nami vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, docentka dr. Mateja Logar, ki jo lepo pozdravljam. Hkrati pa med nami lepo pozdravljam tudi gospo Marjeto Bizant, tolmačko za slovenski znakovni jezik, ki bo na današnji novinarski konferenci tolmačila slovenski govorni jezik v znakovni jezik. Novinarsko konferenco pa kot običajno tudi danes začenjamo z včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Včeraj je bilo skupaj opravljenih 1605 PCR testiranj in 6576 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 234 novih okužb. Poglejmo si skupaj prvo tabelo, ki prikazuje število opravljenih testov. Kot že rečeno, je bilo včeraj potrjenih 234 novih primerov okužbe s COVID-19. To pomeni, da je delež pozitivnih PCR testov včeraj, tako kot je razvidno iz tabele, znašal 14,6%. Če pogledamo oziroma se za trenutek zaustavimo še malo pri tabeli, vidimo, da je bil delež pozitivnih PCR testov včeraj precej manjši kot pred enim tednom. Na dan 11.4. je namreč ta delež znašal 19,3%. Sedemdnevno povprečje okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 785 in je nekoliko nižje, kot je bilo čez vikend, kar je spodbuden podatek. Včeraj je to povprečje znašalo 792, v soboto pa je še presegalo 800 in sicer je znašalo 801. Poglejmo si grafa, ki prikazuje ta 14 in 7-dnevno incidenco. Prvi graf kot običajno prikazuje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev Slovenije po statističnih regijah. Kot je razvidno iz grafa, na ravni države 14-dnevna incidenca še vedno ostaja visoka, znaša 562 oziroma skoraj 563. Najnižja je 14-dnevna incidenca trenutno v Obalno-kraški regiji, tam znaša 349, sledijo Goriška, Pomurska, Posavska, Koroška regija, Podravska in Gorenjska regija kot regije, ki imajo incidenco nižjo od tiste na državni ravni. Najvišja, pa kot je lepo razvidno iz grafa, 14-dnevna incidenca ostaja v Primorsko-notranjski regiji, ta precej izstopa napram ostalim regijam in sicer tam znaša incidenca 789. Poglejmo še, kakšne so številke za 7-dnevno incidenco. Na ravni države 7-dnevna incidenca znaša 261,5. Nižjo od državne incidence imajo naslednje regije: osrednjeslovenska, podravska, pomurska, goriška in pa obalno-kraška. Tudi tu ostaja primorsko-notranjska regija tista regija, ki ima najvišjo incidenco, sledijo pa potem še ostale regije. Prehajamo k pregledu razmer v naših bolnišnicah. Število pacientov, ki zaradi okužbe s COVID-19 potrebujejo bolnišnično oskrbo, žal še vedno ostaja visoko in se še naprej povečuje. Skupaj se v bolnišnicah zdravi 652 pacientov, 21 več kot včeraj. Na intenzivni terapiji se danes zdravi 157 pacientov, to so 3 pacienti več kot včeraj oziroma 6 pacientov več kot v soboto. Čez vikend je bilo sicer v naše bolnišnice sprejetih 91 COVID pacientov, 42 včeraj in 49 v soboto. Včeraj je bilo skupaj iz bolnišnic odpuščenih 14 oseb, 41 pa jih je bilo iz bolnišnic skupaj odpuščenih v soboto. Tudi včeraj pa smo žal vnovič zabeležili smrti in sicer je v naših bolnišnicah umrlo 7 oseb. Vsem bližnjim izrekam iskreno sožalje ob vaši izgubi. Poglejmo si še graf, ki prikazuje razmere v naših bolnišnicah. Kot sem že povedala, se razmere v bolnišnicah žal še ne izboljšujejo, temveč se še poslabšujejo. Iz grafa je razviden trend povečevanja zasedenosti bolnišničnih postelj na navadnih oddelkih, na intenzivnih oddelkih in pa žal tudi seveda skupno število zasedenih bolnišničnih postelj se še povečuje. To bo razvidno tudi iz naslednje tabele, ki prikazuje numerični prikaz podatkov. Če še enkrat ponovim, skupaj se danes v bolnišnicah zdravi 652 COVID pacientov, na intenzivni negi 157, na navadnih oddelkih pa 495 pacientov.
Uvodni del novinarske konference je s tem zaključen, zato sedaj na oder vabim našo današnjo gostjo, vodjo svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, docentko doktorico Matejo Logar. Izvolite. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Kot ste slišali, se situacija v splošni populaciji v zadnjem tednu umirja, se pravi, da ukrepi, ki smo jih izvajali od 1. do 11. aprila, nekako kažejo svoj učinek, seveda pa se ta učinek še ne kaže pri bolnikih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in zdravljenje v intenzivnih enotah. Tukaj so bolniške postelje zelo zasedene in preko vikenda je bilo potrebnega kar nekaj usklajevanja, da smo uspeli vse bolnike, ki so potrebovali takšno ali drugačno namestitev v bolnišnicah, tudi ustrezno oskrbeti in jim nuditi vso oskrbo. Zato bi želela še enkrat opozoriti na nekaj stvari, ki jih lahko vsi naredimo, da ohranimo ugodne trende zniževanja okužb v populaciji in seveda s tem tudi pritiska na bolnišnice. Kljub temu, da se sproščajo številne dejavnosti, kar nam omogoča nekako povratek v bolj normalno življenje, pa moramo ob teh sprostitvah upoštevati dodatne ukrepe, ki jih lahko izvajamo sami. Te ukrepe vem, da že vsi dobro poznate, ampak morda še enkrat na kratko ponovimo, zakaj je pravzaprav potrebna nošnja maske. Virus SARS-CoV-2 se primarno širi s kapljicami. To pomeni, da pri govorjenju, kašljanju, kihanju, pri petju in drugih aktivnosti, pri katerih je udeležen naš govor, nastajajo drobne kapljice, v katerih so virusi. Ti virusi potem potujejo po zraku, glasneje kot govorimo ali kričimo, pa pri kašlju daljšo pot lahko premagajo. Tukaj gre za povsem fizikalne lastnosti. Seveda to pomeni v praksi, da če smo nekje na razdalji 2 metrov, je zelo velika verjetnost, da bo takšna kapljica padla na tla in ne bo prišla do naših sluznic oziroma očesne veznice. Če pa smo bližje, se pravi, če pa smo na razdalji metra ali še manj, je pa povsem vseeno, ali smo v zunanjem okolju ali smo v zaprtem prostoru, ker tukaj bodo pa te kapljice od govorca ali tistega, ki kašlja, zelo enostavno prišle do nas in poselile očesno veznico oziroma nosno in ustno sluznico, kar seveda potem omogoči virusu, da preide v celice, se prične razmnoževati in povzroča bolezen. Zaradi tega je pomembno, da tudi kadar smo na odprtem, uporabljamo maske, tako kot je tudi predvideno, če ne moremo vzdrževati razdalje vsaj 2 metrov. Tukaj se nam na urbanih površinah pogosto zgodi, da smo v nekem trenutku seveda sami, potem pa srečamo znanca, prijatelja in pozabimo, da tukaj pa zdaj ne moremo več vzdrževati razdalje in seveda zaradi tega lahko pride do prenosa okužbe in zato priporočamo uporabo mask tudi v odprtih prostorih, kadar ne moremo vzdrževati te ustrezne razdalje. Druga stvar, na katero želimo opozoriti, je seveda higiena rok. Tekom našega dnevnega življenja se dotikamo marsikaterih površin. Večina od nas se pravzaprav ne zaveda, kako pogosto se potem dotaknemo našega obraza. Zato je pomembno, da si po vsakem stiku, se pravi, ko pridemo iz zunanjih prostorov ali ko smo v stiku z drugimi ljudmi, roke umijemo in s tem odstranimo mikrobe, ki so se nabrale na površinah rok in preprečimo, da bi prišlo do okužbe. Kadar nimamo dostopa do mila in vode, je seveda ustrezno nadomestilo tudi razkužilo, ki ga najdemo v večini javnih prostorov. Pomembno je, da nanesemo zadostno količino razkužila in si seveda roke potem vsaj 30 sekund razkužujemo, se pravi, si jih ne obrišemo, ker na ta način ne dosežemo pravzaprav ničesar. O razdalji sem že povedala, se pravi vsaj 1,5 metra, boljše 2 metra, predvsem kadar glasno govorimo, se ta razdalja, ki jo lahko kapljice dosežejo, kar hitro povečuje, potem pa, če še piha veter, pa lahko potujejo še nekoliko dalj.
Pomembno je seveda tudi prezračevanje prostorov, v katerih smo, sploh če se v prostorih zadržuje večje število ljudi. Je pomembno, da prostor prezračimo skozi okno vsako uro vsaj za 15 minut. Na ta način seveda zmanjšamo koncentracijo tistih kapljic, ki še ostajajo v zraku, in na ta način potem preprečimo, da bi prišlo do okužb. Še nekaj besed bi želela povedati o samoizolaciji in pa karanteni. Ta dva pojma se kljub vsemu, da smo že kar nekaj časa v epidemiji, še vedno zamenjujeta. O samoizolaciji govorimo takrat, kadar nekdo zboli in mora biti potem zaradi bolezni v domačem okolju. Pri osebah, ki zbolijo s COVID-19 in prebolevajo blago ali zmerno hudo obliko v domačem okolju, zadošča samoizolacija v trajanju 10 dni. Od tega mora biti izpolnjen še dodatni pogoj, in to je, da bolnik nima več vročine vsaj 48 ur, in če je to izpolnjeno in so klinični znaki okužbe umirjajo, lahko seveda potem po 10 dneh prične z normalnimi aktivnostmi. Kar se tiče karantene, karantena je pa ukrep, s katerim pa preprečujemo pravzaprav, da bi ljudje, ki so bili v stiku z nekom, ki je bolan in pravzaprav nimajo v tistem trenutku bolezenskih znakov in niti ni nujno, da so že okuženi, so pa v inkubacijskem obdobju, da ne prihajajo v stike z drugimi in zaradi tega ne širijo okužbe. Tukaj pa prihaja do nekaterih nejasnosti, predvsem kadar gre za okužbo pri družinskem članu. Pogosto spregledamo ta podatek, da se karantena izreče za 10-dnevno obdobje od zadnjega stika. Se pravi, v družini je ta zadnji stik, če so seveda vsi v istem gospodinjstvu, je to zadnji stik takrat, ko se pravzaprav izteče samoizolacija. Se pravi, potem je še 10 dni naprej karantene in se karantena po 10 dneh avtomatično še ne zaključi. Drugače, kadar je možno, da se oboleli izolira, se pravi povsem izolira iz okolja, da gre živeti v drugo stanovanje ali so v stanovanjski pogoji takšni, da omogoča ločeno življenje, takrat se potem lahko šteje spet 10 dni od zadnjega stika, ni pa to nujno vedno enako s trajanjem samoizolacije. Tako da to so stvari, na katere moramo biti še dodatno pozorni, in definitivno so to ukrepi, s katerimi lahko vplivamo na to, kako se bo virus dodatno širil. Skratka, vsak od nas je pravzaprav zelo pomemben člen v verigi prenosov, ki omogoča to, da se ta veriga prekine, da ne pride do dodatnega širjenja in da se prične epidemija ustavljati. Hvala lepa.